Daud Hari je v bistvu domačin iz Darfurja in zgodba govori o tem, kako je on bil tolmač in sicer takrat, ko so napadali njegovo deželo, se pravi Darfur in okolico, se je on pač znašel tako, da je pomagal nevladnim organizacijam, pa tudi mnogim novinarjem, da jim je prevajal, ker je pač znal vse te staroselske jezike, pa potem tudi arabsko in na ta način pač si je takrat rešil življenje. Zanimiva je ta zgodba zaradi tega, ker nam res pove, kaj se je dogajalo v Darfurju in kaj se dogaja, zakaj se vse te stvari tam dogajajo in čeprav je vse to tako zelo oddaljeno od nas, Tomo Križnar v spremni besedi pove, da se ta vojna za vojno, za nafto, za ozemlje, za premoč lahko nekega dne zgodi tudi nam. Zato pravi, da je ta knjiga najbolj zadržan skromen klic na pomoč vsem vam, ki vam je mar za prihodnost vaših otrok. Se pravi, da so te staroselci, ki so pač nekoč živeli v sožitju s prišleki, z Arabci, so v bistvu neka kolateralna škoda vse te vojne za vodo. To pa pač pomeni, da ker je prišlo do klimatskih sprememb, je pač bilo tudi pomanjkanje vode, s tem pomanjkanje živeža in to se je pač vojna sprevrgla v genocid, v klanje, v pobijanje. In zgodba je pomembna z dveh še vidikov. Daud Hari je domačin in samo domačin lahko razloži in pove, kako so tam živeli pred genocidom in kako živijo zdaj in kako se v bistvu, zdaj so v izgnanstvu in želijo se vrniti nazaj na svoje domove. To je pač njihova pobožna želja, ki pa se iz dneva v dan bolj oddaljuje, ker skoraj da nihče nič več ne naredi. Druga stvar je pa ta, da pove zgodbo o teh pobijanjih in o tem, kaj vse je Daud Hari preživel, ker vemo, da ker je pomagal ameriškemu novinarju in ker sta se znajdla pač na ozemlju, kjer ne bi smel biti, so ga zajeli in potem tudi pač sledi cela ta pripoved in zgodba, kako je Daud Hari v bistvu se rešil gotove smrti, kolikrat je zarl oči in njegov poziv, da ne vendarle nekaj naredimo.